naravovarstvene tehnike super za ljudi, ki imajo radi naravo, ki so radi odzunaj. Všeč mi je biologija, ekologija, tudi kmetijstvo in se mi zdi, da je ta šola nekako to najbolj ponuja, no. Naravovarstveniki so tisti, ki se prvenstveno potem ukvarjajo s tem, kako zadostiti potrebam človeštva, ki seveda naraščajo, vedno več želimo, hkrati pa, da je to vzdržno za naravo, ki nas na koncu vzdržuje. Smučišča se da narediti bolj naravi prijazna, recimo z e-tehnologijami, da je manj emisij. Mislim, ja, to bi rad počel v življenju, no. Naravovarstveni tehnik je poklic prihodnosti. Kaj to sploh pomeni? Trenutna zakonodaja je zelo naklonjena naravovarstvu, posledično seveda se odpirajo različni finančni mehanizmi za različne panoge v Sloveniji z področja varstva narave. Ukvarja se z različnimi analizami, to so lahko analize vode, zemlje, zraka, lahko se ukvarja z organizmi, naprimer štetje organizmov, razvrščanje organizmov, pol spet v laboratorijih različnih. Velik del izobraževanja za poklic naravovarstveni tehnik na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani obsega praktično delo. Smo v lesarski učilnici, tukaj se srečujemo z lesnimi izdelki, lesom in pa raznimi stroji. No, torej v drugem letniku pri vajah se dosti ukvarjamo z zemljo in opisujemo njene lastnosti in podatke zapišemo v tabelo. Na teh vajah zdaj določamo trdoto vode, naše pitne vode. Ko prijemo mi na vaje in to v bistvu dobesedno naredimo, si ful lažje predstavljaš pa še zabavanje. Dijaki imajo možnost izmenjave Erasmus+. Timon iz 4. letnika je bil na Finskem, kjer je med drugim spoznaval njihovo težko mehanizacijo. Naučil sem se nekaj v finski, tako malo sem spoznal njihove ta barja pa take zadeve. Zanimivo se je zdelo njihovo šolstvo, smo se družili, pridobil sem neke prijatelje. V končanem 4-letnem izobraževanju lahko izobraževanje nadaljuješ ali pa se zaposliš. Imaš možnost zaposlitve že takoj po srednji šoli, veliko enih služb, vedno več se bo tega uporabljalo. In pač imaš poklic, kar je v bistvu tudi meni bilo, da sem se pol odločila za srednjo šolo, ne za gimnazijo. Lahko pa seveda pač nadaljuješ študij pa greš na faks.